Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o skriti epidemiji in sicer o virusu, ki povzroča praktično vsa obolenja. To je iz knjige Medicinski medij, toplo priporočam, najdete tudi na moji spletni strani srečnoživljenje.com oziroma srečnoživljenje.si, kjer je spletna trgovina. V glavnem, medicinski medij, ne vem, če sem vam že govorila, vam povem zgodbo zadaj. Anthony William je doma iz Amerike in sicer, ko je bil par let star, se je enostavno pojavil, imeli so obed, jedli so, dedek, babica, starša in pač nekdo se je pojavil pri vratih. Zdaj jaz tukaj govorim to, kar sem nekoč prebrala. In v glavnem ta nekdo je rekel njemu, da ne gre do babice in ji da roke na prsa in reče pljučni rak. In on dejansko je to storil. Si lahko predstavljate 4-letnega otroka, kako reče odrasli babici, se pravi babici že v letih, pljučni rak. Dejansko pisem so ga gledali, kaj mu je, in v glavnem babica je šla na pregled in se je izkazalo, da ima začetek pljučnega raka. V glavnem, zdaj, kaj je bilo ta nekdo, ki mu je povedal, to je, on temu reče duh. Duh, ko ga je potem kasneje spraševal, kdo je rekel, da on sedi ta duh na prstu stvarnika in njegova energija je sočutje. Sočutje, ker to je energija, ki pomaga pozdraviti. In mi je bil všeč stavek, čakajte, vam bom prav poiskala ta stavek, zelo, zelo dober, bom probala najti zdajle v trenutku, če bom najdla zdajle v trenutku, pol v redu. Resnica o skritih boleznih, ne, očitno ne bom. V glavnem je rekel tako, da sočutje je tisto, ki pomaga pri ozdravljenju. Pomaga pri tem, da tudi nekdo, ki ima razne simptome, ki mu nihče ne verjame, sploh pri avtoimunih obolenjih rečejo, pa se dobro zgledaš, kaj ti pa je, kaj pa zdaj jamraš. Je v bistvu sočutje tisto, verjamem, da ti je težko, verjamem, da obstaja rešitev, tukaj sem ob tebi, pomagala ti bom. No in v glavnem, zdaj bom pa govorila naprej o Epstein-Barrovem virusu, sindrom kronične utrujenosti in fibromialgije. V glavnem, to je virus, ki se razbohoti v telesu lepo počasi. V glavnem virus, ki se ga lahko nalezemo preko telesnih tekočin, se pravi preko poljubov, recimo, ali pa bom drugače povedala. Jaz sploh nisem poznala te bolezni, dejansko, kaj je zdaj to mononukleoza, kaj je to. Ampak mladi pa očitno poznajo to bolezen. No in v glavnem, hčerka mi je rekla, da je ena sošolka je imela pač to mononukleozo in da je bila doma, mislim, da celo 3 mesece, ker je imela taka huda vnetja. In to je v bistvu, to bolezen povzroča omenjeni virus. Ta virus je tisti, ki povzroča. Zdaj pa poglejte, kakšne simptome. Prva zadeva je, se majhen slabš počutiš, ko se nalezeš, to je prvi stadij. Utrujenost, lahko imaš podobne znake, kot da bi se, recimo, kot da bi gripo dobil, vnetje grla, sluznice, lahko imaš majhen slabše psihično počutje, v glavnem počutiš se slabo. Bolijo te sicer mišice, podobni simptomi, kot bi imel gripo. No, in v glavnem, to je prvi stadij. Tukaj naprej govori avtor te knjige, Anthony William, da je v Ameriki 70% ljudi, prebivalstva, okuženih s tem virusem, tukaj okrajšajevo, da EBV. V glavnem, poimenovan je ta virus po 2 znanstvenikih, ki sta ga odkrila leta 1964. Ampak testov še vedno ni za ta virus. Zdaj pa poglejte, kaj naredi. To je prvi stadij in prvi stadij traja pač ta prva okužba. Že izzove imunski sistem in potem se virus, to je tako kot legija
sistematsko napadanje ozemlja. In potem se ta virus spravi v notranje organe, največkrat v jetra ali v vranico, in se tam začne bohotiti. Prvi štadij je, da se bohoti v krvi in zbudi ta odziv telesa. No, drugi štadij pa potem, ko imunski sistem oddela svoje, ga pa potem potisne oziroma se skrije ta virus v jetra ali v vranico. V glavnem, in se tam spet veselo bohoti naprej. Zdaj pa, če gledamo bolezni, ki so povezane z jetri, recimo povišan holesterol, potem povišani trigliceridi, to je vse povezano z jetri. Zanimiv podatek, ki sem ga prebrala v tej knjigi, je, da ljudje, ki imajo premalo želodčne kisline, ki se jim po hrani dogaja kepa v želodcu, pomeni, da imajo oslabljeno delovanje jeter, jetra pa slabi delovanje, jetrom slabi delovanje ta virus. No in kaj se potem zgodi? Hrana se ne prebavi, dejstvo je, da se poveča potem tudi vnetje v telesu, ker nimamo zadostno količino hranilnih snovi, rabimo pa ključno za dvigati imunski sistem cink in B12 vitamin. In kakor imamo pomanjkanje tega, spet dajemo virusu moč, da se krepi, zato ker imunski sistem nima svoje moči. No, in potem se lahko tam bohoti v jetrih pa v vranici leta, tudi desetletja, in čaka, kdaj pride v našem življenju dovolj stresa, in takrat, ko vidi, da smo mi popolnoma na tleh, takrat naredi ta virus nov pohod in naredi pohod na naše telo. Zdaj pa poglejte, hud stres, najhujši stres je recimo smrt bližnjega sorodnika. Druga je recimo, ko zveza razpade. Tretji tak stresni dogodek je lahko, če izgubite službo, ko se vam poruši varnost pod nogami. Zanimivo pa je, da ta virus beleži stanje hormonov. In takrat, ko imamo povečano stopnjo hormonov v telesu, in to je recimo puberteta, nosečnost, menopavza, v glavnem, predvsem ta obdobja tudi izkoristi, da začne pohod naprej. In kaj je naslednji cilj tega virusa? Da dejansko cilja na ščitnico. In ko cilja na ščitnico, potem spet odreagira telo, logično, takrat se pa pojavijo že druge bolečine. Poglejte, herpes, bolečine v grlu, izpuščaji, bolečine v sklepih. Potem naprej, če greste na raziskave, borelioza, kronična utrujenost, živčne težave, nasplošno prezastrupljenost telesa, prebavne težave, avtoimuna obolenja, kot je sistemski lupus, in začnejo se delati vozliči na ščitnici. Zdaj pa kaj so vozliči na ščitnici? Dobesedno imunski sistem odreagira in ta virus ogradi s kalcijevo oblogo. V bistvu ga tako hoče uničiti. In tisti, ki imate vozliče na ščitnici, pomeni, da je vaš imunski sistem zazidal ta virus, ki vas napada. No in v glavnem, zdaj pa od kje jemlje telo ta kalcij? Prvo ga jemlje iz krvi, ker v krvi rabimo 1% kalcija. Če ga pa ni dovolj v krvi, ga začne pobirati iz kosti. In na dolgi rok seveda privedemo telo ali pa se pripelje telo do osteopenije, to je krhkost kosti oziroma osteoporoze. No in v bistvu, zdaj pa ta virus, ki je zagrajen noter v tej kalcijevi oblogi, ne misli, da je kar umrl, ampak ta virus izkoristi to kot bunker, utrdbo, in se noter bohoti in krade hranilne snovi ščitnici. Ko ščitnica ne deluje dobro, se lahko zgodi, da naenkrat se zredite tudi po 5 kg v enem mesecu, brez neke spremembe. In druga zadeva, začne se dogajati seveda, da imate velike težave s počutjem, ne pa jaz sem vse to izpisala ven, začne vam zvoniti v ušesih, občutek tesnobe, omotičnost,
tiščanje v prsih, krči požiralnika, astma, nezmožnost dihanja, nespečnost, odrevenelost, razbijanje srca. V glavnem, to je zdaj tretji štadij. In potem, ko se pa ugnezdi in spet čaka na naslednji hud stresni dejavnik, se pravi takrat, ko ste že tako na tleh, da spet izbruhne. In naslednji, četrta štadija, zapusti ščitnico in napade živčevje. In takrat se začne nemiren spanec, nočno znojenje, kronična utrujenost, bolečine, ki se selijo iz enega dela telesa na drugega, bolečine v hrbtenici, potem odrevenelost dlani, nasplošno boleče, hude boleče točke po celem telesu, migrene, revmatoidni artritis, potem fibromialgija, se pravi občutljivost mišičnih vlaken, potem vročinski oblivi, izpadanje las, občutek, da imate popolnoma izpraznjene baterije in sicer tudi občutek osamljenosti, krivde, sramu in strahu. Ker dejstvo je, bolj kot hodite okrog zdravnikov, bolj imajo občutek, kot da si izmišljujete, kot da se vam dogaja nekaj. A veste, kaj je zanimivo, tudi v tej knjigi sem prebrala, da v 50 letih, danes poznamo predmenopavzni sindrom, predmenstrualni sindrom, pač mena in tako naprej. Ampak v 50 letih so vse te tegobe, ki jih imajo ženske zaradi tega virusa, nenazadnje, je bila diagnoza sindrom norih žensk. Pol kasneje so bile pa pol nore krave, ampak ta sindrom norih žensk, se pravi, one si nekaj izmišljujejo, kva jim je zdaj. No, v glavnem, kakšna je rešitev? Zdaj sem govorila o težavah. Tukaj noter imate prvo zadevo, kar je najbolj pomembna, začnite piti zelene smutije, začnite uporabljati zeleno, začnite uporabljati peteršilj, začnite uporabljati maksimalno zelene zadeve, ohrovt, brstični ohrovt, zelje, vse tisto, kar pomeni razstrupljanje na celični bazi. Začnite uporabljati križnice, ker so zakon, ker delujejo dobesedno proti temu virusu. Ta virus povzroča tudi pri moških težave s prostato in lejte, edina stvar, ki res pomaga pri prostati, so velike količine križnic, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba. Ta virus sodeluje tudi z bakterijo in sicer streptokokom. In to sta v bistvu najboljša njegova prijateljica, je ta bakterija. In zdaj vemo, da pogosto, če se, ponavljajoče angine dogajajo, dobivate antibiotike in ko dobite antibiotik, še dodatno pade imunski sistem in hkrati dajemo podlago, da lahko ta virus se začne bohotiti. Zato je dejansko pomembno, da tale virus, zdaj govorim tale virus, meni je težko tole izgovoriti, Epstein-Barrov virus. Skoraj jezik se mi zlom, ampak v glavnem virus EBV in kar navaja avtor knjige Medicinski medij, da zaenkrat niti ne obstajajo testi, ki bi dokazali, da dejansko ta virus sploh obstaja v naših tkivih. Lahko testi že pokažejo, da imamo protitelesa in to kaže samo na to, da se je ta virus nekje ugnezdil v našem telesu in da je treba pošteno razstrupiti svoje telo. Tako da zdaj kako razstrupiti svoje telo? Več kalcija, več magnezija, ker te dva delujeta na razstrupljanje, veliko več cinka in tukaj mogoče pametno poseči po kakšnem naravnem prehranskem dopolnilu, tudi pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com in srečnoživljenje.si lahko najdete naravna prehranska dopolnila. V glavnem, majhno je treba okrepiti telo in predvsem vse to, kar futra virus, ki nas zastruplja, in to je predvsem stres, je tisti, ki je glavni zaveznik virusa, ki napada naše telo. Tako da v glavnem, lejte, ne vas ne bo ne strah, ampak predvsem začnite brati dobre informacije.
obstaja tudi knjiga Zdravljenje ščitnice. V slovenščini so od tega istega avtorja izšle 4 knjige pri založbi Primus. Drugače pri meni tudi na spletni strani jih lahko dobite. In v glavnem dejstvo je, da tukaj so odgovori direktno, kako si pomagati pri zdravju. In na koncu koncev, veste kaj sem pa na čimer zelo navdušena? Jaz se zdravjem ukvarjam 30 let. 30 let, tudi s prehranskimi dopolnili. Skoraj 30 let. In ne nazadnje, zdaj, ko berem to literaturo, vidim, da je to. Da dejansko po eni strani imam tukaj znanstveno dokazan strani Neolife teh znanstvenikov, kako deluje, in tukaj medicinski medij, ki mu pa duh prišepetava, kaj je narobe z ljudmi. V vsakem primeru je pot in je rešitev in obstaja, res pa je, na nas je, da naredimo kakšno spremembo. In ja, spremembe so pa izven cone obdobja. In je včasih bolj enostavno reči, jaz sem bogi. Vem, bolj enostavno, ampak dajte narediti korake, ker gre se za vas. A je to tako? In to je ljubezen do sebe. Uživajte.